V začetku oktobra je litijski župan po podpisu dogovora od generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje prejel ključe specialnega tovornega vozila Mercedes-Benz, ki jih je predal v uporabo poveljniku civilne zaščite Litija Igorju Cividiniju in njegovi ekipi, ki so na to vozilo z opremo prepeljali v Litijo. V najem smo dobili vozilo Mercedes-Benz Aros, skupne mase 26 ton, 510 konjev. Vozilo je opremljeno z dvigalom 23 metrov. Vzadaj v prvi nadgradnji so prijemala oziroma grajferji za razsuti tovor, grajfer za vejevje, za odpad, razvijalec folije, košara za dva pripadnika civilne zaščite in pa paletne vilice. 1. oktobra smo bili povabljeni kot izbrana občina na usposabljanje na Roje, na Center Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije, kamor smo poslali 6 voznikov na usposabljanje za samo delo z dotičnim vozilom. Zavezali smo se s pogodbo za 1 leto kot poskusna enota civilne zaščite za upravljanje z vozilom za hitre intervencije ob naravnih nesrečah. Ja, že pred dobrimi 3 leti, ko je Uprava za zaščito in reševanje načrtovala preko evropskih sredstev nakup približno 40 takih vozil, smo izrazili jasen interes, da glede na veliko poplavno ogroženost Litije je smiselno, da se tako vozilo nabavi, zato da bo dejansko potem, ko bo potrebno v takih podobnih primerih ukrepati, imeli čim boljšo, se pravi, opremo za sanacijo po poplavah. Seveda smo potem iskali tudi ustrezen prostor, ki ga v okviru ali gasilskih društev v tem trenutku ni. Našli smo ga tukaj na komunalno-stanovanjskem podjetju, v okviru garaž, ki jih ima komunalno podjetje, in seveda je tudi ena osrednja točka tako tukaj za občino Litija, kakor lahko tudi za sosednje občine, kamor bi lahko se uporabljalo to vozilo. Seveda je to začasno bivališče do izgradnje Centra za zaščito in reševanje, ki ga pa načrtujemo zelo v neposredni bližini, se pravi preko železniške proge, na drugi strani v Praproščah, in tam pa se predvideva, da se bodo zagotovili ustrezni prostori za, se pravi, tudi bivanje takega vozila.